današnjih novicah med drugim. Kako se v podjetjih odzivajo na koronavirus? V Revozu danes po noči zaustavljajo proizvodnjo. Na Rozmanovi ulici v Novem mestu poteka arheološko sondiranje. Dober večer. Podjetja po državi se različno prilagajajo na zaostrene razmere zaradi širjenja koronavirusa. Uvedla so preventivne ukrepe, namestila dodatna razkužila, okrepila komuniciranje prek videokonferenc in drugih e-oblik, sodelavce pa opozarjajo na medsebojno razdaljo. Iz novomeškega Revoza so popoldne sporočili, da se je vodstvo podjetja v skrbi za zdravje zaposlenih odločilo nocoj ob 22. uri zaustaviti proizvodnjo. Enako bo storila Adria Mobil. Ta hip ni možno oceniti, kdaj bodo vzpostavljeni pogoji za vnovičen zagon proizvodnje, pravijo v Revozu. To bo odvisno tako od razmer v državi, kot od odločitev matične skupine Renault. Po krizi bodo v dogovoru s socialnimi partnerji sprejeli potrebne ukrepe, s katerimi bodo zagotovili ustrezno delovanje in odgovorili na pričakovanja svojih kupcev. V Adrii Mobil dela v proizvodnji začasno zaustavljajo do vključno 31. marca z možnostjo podaljšanja do 5. aprila. Jutri bodo izvedli le še nekatera nujna dela, da bi po vrnitvi na delo delovni procesi stekli čim bolj nemoteno. Posamezni zaposleni v režijskih službah, kjer je nujno, bodo delo opravljali od doma. Zaskrbljujoče stanje, da v mnogih podjetjih delajo v nespremenjenem obsegu, so sicer javno izpostavili v naših največjih sindikatih. V Zvezi delavskih sindikatov Solidarnost pozivajo pristojne in odgovorne v državi, da preprečijo nedopustno in neodgovorno ravnanje nekaterih delodajalcev, ki podcenjujejo ali ignorirajo ukrepe vlade za omejitev širjenja koronavirusa. Seveda na prvem mestu v tem trenutku je zdravje ljudi, ne pa dobiček oziroma strmenje k čim bolj ugodnim finančnim rezultatom. Zdaj, naše stališče je in tudi pozivamo vse delodajalce v Sloveniji, da nemudoma vse zaposlene, ki so zaposleni v dejavnosti, ki niso ključnega pomena za nemoteno delovanje države, da se jim omogoči, da v čim večji meri, seveda tukaj ne samo režijski delavci, tudi delavci v proizvodnji, prvenstveno tam, kjer so velike skupine, ostanejo doma vse do preklica ukrepov vlade RS. Seveda tisti, ki pa morajo zagotavljati izvajanje vitalnih funkcij za nemoteno delovanje države, pa se morajo zagotoviti osebna varstvena sredstva skladno z zakonodajo z tega področja. Kot ugotavljajo, delavci kljub preventivnim ukrepom in priporočilom marsikje delajo v skupinah, ki štejejo več 100 oseb brez osnovnih zaščitnih sredstev in na premajhnih razdaljah. Tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije so na vlado in ministrstva naslovili poziv za takojšnjo zaščito vseh delavk in delavcev. Da gospodarstvo potrebuje jasne ukrepe vlade za soočanje s posledicami koronavirusa, pa poudarjajo v gospodarski zbornici, saj se večina proizvodnih in storitvenih podjetij sooča z resnimi težavami. Smo na zbornici že predlagali ukrepe, zlasti na področju trga dela, ki bi zmanjšali morebitne izgube delovnih mest, dnevno migracijo, prav tako področje financ in likvidnosti, področje, ki je tudi zelo pomembno, je področje ključnih zaposlenih, ki lahko preprečijo gospodarsko škodo, in pa še dodatne druge ukrepe, vse za zagotovitvijo, da bi bili posredni ali pa dejanski stroški, ki so zdaj povezani z posledicami koronavirusa, čim manjši. Kako pa je v drugih večjih podjetjih iz jugovzhodne Slovenije? Iz Krkine službe za odnose z javnostmi so sporočili, da je zaradi varstva otrok od včeraj doma 190 zaposlenih, da pa kljub temu skrbijo za organizacijo dela, ki zagotavlja nadaljevanje delovnih procesov. Do nadaljnega v podjetju ne sprejemajo skupin obiskov, odpovedali so vse organizirane dogodke. Že nekaj dni na vhodih v podjetje merijo tudi telesno temperaturo sodelavcev in obiskovalcev. V novomeškem podjetju TPV Group ta čas od doma delajo skoraj vsi režijski delavci, razen posameznikov, ki zaradi narave dela skrbijo za določene procese, ki jih od doma ni možno izvajati.
V jedrski elektrarni Krško od razglasitve epidemije zagotavljajo zgolj funkcije, potrebne za zagotavljanje varnega in stabilnega obratovanja elektrarne. Smo skušali poskrbeti, da predvsem kritične funkcije, v našem primeru je to tehnična operativa, ki mora nadzirati elektrarno 24 ur dnevno, da so nosilci teh funkcij na nek način kar se da zaščiteni, da ne rečem izolirani. Med drugim so s tem tednom uvedli delo in pripravljenost na domu za vse podporne funkcije organizacije NEK, dovoljeni so zgolj vstopi v elektrarno in storitve, ki so nujne za nemoteno odvijanje osnovnih funkcij zagotavljanja varnosti in obratovanja. V Metliški Kolpi pa poudarjajo, da delovne procese in dežurstva organizirajo, kjer je nujno potrebno. Po zadnjih podatkih je v Sloveniji uradno 275 okuženih, a je številka najverjetneje še višja, saj vseh ne testirajo več. Prvi primer so v začetku marca zabeležili v Metliški občini, zato je tamkajšnji zdravstveni dom zaprt. Poglejmo, kakšne so najnovejše informacije. Danes popoldne smo prejeli nova navodila o zagotavljanju zdravstvenega varstva v času epidemije. Trenutno potekajo organizacijska usklajevanja tako v zdravstvenem domu Metlika kot med zdravstvenimi zavodi v regiji. Zato bomo enotno informacijo za javnost podali v najkrajšem možnem času. Včeraj so bili dodatno testirani zdravstveni delavci našega zavoda. Trenutno znani rezultati so spodbudni. V tem trenutku bi mogoče želela samo še izpostaviti eno zadevo, namreč razumemo stisko pacientov, vendar pozivamo vse, da spoštujejo preventivne ukrepe in da so strpni. Zdravstveno osebje je resnično obremenjeno in v tem trenutku daje vse od sebe. Kljub vsesplošnim pozivom, da naj ljudje ostanejo doma, se je na naših cestah zaradi lepega vremena povečalo število motoristov. V Agenciji za varnost prometa opozarjajo, da morajo motoristi uporabljati zaščitno opremo in čelado ter prilagoditi hitrost vožnje razmeram na cesti. Motoristi naj pri vožnji nosijo svetla odsevna oblačila in imajo vedno prižgane luči. Posebna previdnost je nujna tudi zato, ker je spomladi asfaltna površina hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik z voziščem, vozišča pa so še polna udarnih jam in peska od zime, pa tudi sposobnost obvladovanja motorja v nekaj mesecih nekoliko upade. Lani je sicer na naših cestah umrlo 23 voznikov enoslednih motornih vozil oziroma 5 več kot leta 2018, prav vsi pa so bili moški. Ob tem še podatek, da je do 16. aprila v veljavo stopil odlok o prepovedi izvajanja tehničnih pregledov vozil in drugih postopkov potrebnih za registracijo vozila. Veljavnost prometnih dovoljenj pa se podaljša za mesec dni. Avtomehanične in servisne delavnice so lahko odprte še naprej. Od danes dalje je zaradi začasne ukinitve javnega potniškega prometa med epidemijo koronavirusa parkiranje na javnih parkiriščih v mestni občini Novo mesto brezplačno. Kot sporočajo z občine, občane pozivajo, da še naprej upoštevajo cestno-prometne predpise in parkirne režime na posameznih parkiriščih, predvsem časovne omejitve pri parkiranju. Parkirišča v neposredni bližini zdravstvenih ustanov so namenjena izključno uporabnikom, zato prosijo občane, da jih pri drugih opravkih ne uporabljajo. Ukrep brezplačnega parkiranja sicer ne velja za parkirno hišo Novi trg. V Gasilsko-reševalnem centru Novo mesto so sprejeli posebna navodila za delo in nujne ukrepe v sklopu dejavnosti za preprečevanje širjenja koronavirusa. Skladno s preventivnimi ukrepi novomeški poklicni gasilci do preklica ne izvajajo servisa ročnih gasilnih aparatov na terenu in v enoti, nenujnih požarnih straž, prevozov vode, omejeno je tudi izvajanje nalog na področju požarne preventive, vsa intervencijska dejavnost pa poteka nemoteno. Gledalci in gledalke ste z glasovanjem na naši spletni strani za osebnost februarja izbrali tenisačico Živo Falkner. Mlada Dolenjka je v paru z Matildo Mutavdžič v mladinski konkurenci letošnjega odprtega prvenstva Avstralije zaigrala v finalu. Falknerjeva je prva slovenska teniška igralka, ki v svojih starostnih kategorijah dosega tako odlične mednarodne uspehe. Ja, trenutki so bili neverjetni. Še zdaj ne morem verjeti, da sem naredila Grand Slam finale,
ker to je bil moj prvi Grand Slam in to je nekaj neverjetnega, da deliš vse iste prostore z Djokovicem, Nadalom, Federerjem in to je nekaj neverjetnega, tega ne bom nikoli pozabila. Njeni cilji v tej sezoni so, da čim bolje odigra še ostale 3 juniorske Grand Slame in enega od njih tudi zmaga. Prenova novomeškega mestnega jedra, ki se je začela z glavnim trgom, se letos nadaljuje na Rozmanovi in Kastelčevi ulici ter Prešernovem trgu. Na tem območju se je včeraj začelo arheološko sondiranje, ki vpliva na prometni režim. Sondiranje je steklo na Rozmanovi za križiščem s Kastelčevo v smeri knjižnice Mirana Jarca, zato je ta del Rozmanove do nadaljnjega zaprt za promet in parkiranje. Izvoz glavnega trga je urejen po Kastelčevi, torej v nasprotni smeri vožnje kot sicer. In imamo predvidenih 35 arheoloških sond na tem območju. Za skopati danes smo začeli, kljub tej prepovedi dela, ampak mi smo na odprtem. Majhna ekipa smo, ne približujemo se ostalim, tako da mislim, da ne ogrožamo nobenega. Sledila bodo sondiranja na Kastelčevi ulici in Prešernovem trgu, po zagotovilih izvajalca pa bodo delo ob ugodnih vremenskih razmerah končali do srede aprila. Na podlagi rezultatov sondiranja na istem območju sledi arheološko izkopavanje. Ureditve, ki jih vidimo na glavnem trgu in na delu Rozmanove do zdaj, se bodo prenesle tudi kot nek kanon naprej pri ostalih ureditvah. Na Prešernovem trgu je malce drugače, ker so vendarle neke druge razširitve, ampak princip, kako bo urejena, se že vidi na delu Kastelčeve, ki je bil v začetni fazi v križišču že obdelan. Vzporedno z arheološkim izkopavanjem bo torej potekal izbor za izvajalca gradbenih del, katerih začetek je predviden v začetku poletja. Ocenjena vrednost cele te operacije je 2 milijona 700, približno govorim. Sredstva so zagotovljena v večji meri, seveda arheološka izkopavanja in projektiranje je na plečih občine, glavnina stroška za prenovo pa je iz drugih mehanizmov, v tem primeru ZMOS, torej Združenje mestnih občin Slovenije. 2,1 milijona bodo zagotovili iz teh virov, dodaja. Občani se bodo tako vnovič soočali s prometnimi zagatami. Vse faze, tako arheoloških raziskav, kot tudi pozneje dela, bomo poskušali nekako izvajati, da bi vsaj ena prometna žila ostajala odprta ali pa pogojno odprta preko gradbišča, preko recimo izkopanin, ki se jih zakoplje nazaj in se omogoči neko dostavo. Vsekakor bo po glavnem trgu z nadaljevanjem obnove mestno jedro dobilo lepšo podobo. Zdaj potrebuje le še osvežitev. Na oživitev bo treba še nekaj časa počakati, saj danes velja pravilo: ostanite doma. Hvala za pozornost, pazite nase in vabljeni v našo družbo vnovič jutri.